Pa smo končno v novem letu. Vsem želim lepo, zdravo, veselo in srečno novo leto 2022. In seveda naj bo tudi polno dobičkov. Za to priložnost sem ohranil tudi jelkico, no pa tudi zaradi tega, ker prej nisem imel priložnosti posneti videa. Zdaj, december je bil kar grd. Zagotovo je užalostil marsikaterega hodlerja, tudi sam večino hodlem ali pa imam kot dolgoročno investicijo. In kar precej ljudi me vpraša, kako zdržim to nihanje cen, sploh v kriptovalutah, ki so tako volatilne. No, dostikrat grem v naravo na kakšen krajši ali daljši sprehod, lahko si preberem tudi kakšno knjigo, grem malček potelovaditi, si ogledam kakšno serijo, kakšen dober film na televiziji in podobno. Ampak glede na to, da je bil december tako grd, kako kaže zdaj za novo leto? Opazil sem kar precej napovedi, ki govorijo o tem, da bo Bitcoin dosegel 100.000 že v prvem tromesečju ali drugem tromesečju. Jaz pa pravim malo, ustavimo malo konja. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in danes si bomo v videu ogledali, kako kaj kaže Bitcoinu v letu 2022. Moj pogled zna morda marsikoga presenetiti, zagotovo bo deležen tudi kakšnega jeznega odziva ali celo posmeha, ampak to je pač moj pogled. Danes bo tudi malček drugačen video, vsi vemo namreč, da krajši kot je časovni interval na grafih, več je lažnih signalov, več je lažnih vzorcev. Zato si bomo danes ogledali tedenski, dvotedenski in mesečni graf. Če so pri dnevnem grafu še možni lažni signali, pri teh grafih ni ravno hecanja. Tako, dovolj je bilo z uvodom, potopimo se v grafe. Najprej si torej oglejmo tedenski graf. Imamo čisto svežo postavitev z dvemi indikatorji, torej volumen, ki je že avtomatsko na grafu, in RSI. Najprej si oglejmo, kaj se dogaja pri gibanju cene. Naj še prej pojasnim, da tukaj še ni jasno, če smo naredili dno ali ne. Ampak, če povežem trenutno situacijo v gibanju cene, recimo ta vrh, pa ta vrh in še tukajle, to dno in to dno, Recimo, da smo tukaj že naredili dno, kot sem že prej omenil, ni še jasno, če smo ga. No, in kot vidite, se nam prikaže nič kaj obetaven simbol, naraščajoči klin, ki je medvedji simbol. In to še ni vse, to gibanje v ceni nam potrjuje tudi vedno nižji volumen, tukajle kot vidimo, je vedno nižji, in pa tudi medvedja RSI divergenca, kot vidite. Zdaj, to, kot jaz vidim, trenutno ni nič kaj obetavnega za Bitcoin. Trenutno se še vedno lahko povzpnemo, ampak večinoma gremo na stran v ta prvem tromesečju. Vse do ta zgornje meje, tam nekje 68.000, ja, lahko tudi 70.000, ki bi bila psihološka meja. In če se ta vzorec uresniči, bi potem sledil spust. In dokot bi lahko sledil spust? To pa govorimo o mokrih sanjah skoraj da vsakega medveda. Imamo tukajle 30.000, ki smo imeli mejo že kar odprej, in pa vrh prejšnjega cikla, ki ga še nikoli nismo testirali, 20 oziroma 19.000 tam nekje okoli. To bi se po mojem znalo zgoditi tam nekje v drugem tromesečju. Seveda bo takrat cel polom, vsi bojo že dobesedno odpisali Bitcoin, ampak jaz pričakujem, da bo tukajle na tej meji 20-19.000 kar precej nakupovalne akcije, tako da bi bilo pričakovati kar hiter vzpon. In potem pa seveda nadaljno rast. Pred sabo imamo zdaj dvotedenski graf in vidimo, da je tukaj situacija podobna. Če na primer povežem, imamo tukaj vrh, višji vrh in pa dno, pa višje dno. S tem, da ponavljam, tukaj to dno še ni sigurno. Volumen imamo tudi vedno nižji. In pa RSI ima tudi medvedjo divergenco. In ponovno se nam tle prikažeta meji 30, 31.000
in pa 19,000 tam nekje. In še mesečni graf. Tukaj tudi vidimo, da je situacija podobna. Torej, če povežem te dva vrhova, pa še tukaj od spodaj. S tem, da ponavljam, tukaj še iščemo dno. Volumen tudi vedno nižji, iz meseca v mesec, in pa medvedja RSI divergenca. Tukaj se nam pa ponujajo naslednje meje. 35,000 in pa, ste pripravljeni? 14,000. Zdaj ne govorim, da bomo prišli do 14,000, po mojem bi morali biti tedenska in dvotedenska meja dovolj močni. Ampak če ti dve meji popustita, ja, potem nas čaka 14,000. Tegale grafa si že dolgo časa nismo ogledali, to je število denarnic z več kot 1000 bitcoini. In večkrat sem že opozoril na tole dogajanje tukajle. Kot vidite, tukaj imamo kar strašljivo korelacijo s ceno bitcoina. Potem pa od okoli 17. 18. februarja 2021 te korelacije naenkrat ni več. In moje mnenje je, da ti ljudje tukaj nekaj čakajo in to je nova priložnost za nakup. In to je tudi pameten denar. Oni imajo čas in oni se nič ne sekirajo. In pri vlaganju hočeš biti na strani pametnega denarja. Medtem ko bi Bitcoin v prvem tromesečju večinoma šel na stran, bi znalo biti to svetlo obdobje za altcoine. Gledamo Bitcoin dominanco na kriptotrgu dnevni graf. Više kot smo na tem grafu, boljše je za Bitcoin, niže kot smo, boljše je za altcoine. In ta prvi pokazatelji so že tukaj, kot vidimo, smo prebili magično mejo 40%. To je bila ta zadnja meja prejšnjega altcoin vzpona. Kar nas pa zdaj čaka, so meje iz altcoin sezone iz leta 2017-2018. Če pogledamo, dokot smo prišli takrat, imamo tukaj le okoli 36%, ampak jaz mislim, da gremo lahko še kar nižje. Tako da ja, moje trenutno predvidevanje je prvo tromesečje Bitcoin trenutno na stran in vzpon altcoinov. V drugem tromesečju se zna izvesti naraščajoči klin pri Bitcoinu in tako zna potegniti za sabo tudi altcoine, kar lahko rezultira v pravi polom. Tretje in četrto trimesečje pa pobiranje in ponovni vzpon. Naj še enkrat poudarim, da je to pač moj pogled. Kakšen pa je vaš pogled? Ste morda še vi kaj opazili? Sem morda jaz kaj spregledal? Lepo vas vabim, da mi napišete vse spodaj pod komentarji in z veseljem bom podebatiral z vami. Naj se na tem mestu še zahvalim vsem patronom, ki omogočajo, da lahko naprej vlagam v ta kanal. Da se bo lahko razvijal in da bodo vsebine boljše. Če morda želite postati eden izmed njih, je link spodaj v opisu in pripetem komentarju. V zameno za podporo boste nagrajeni z dodatnimi vsebinami, kot so skorajda vsakodnevne tehnične analize in tudi posebne videe, kot so na primer tutoriali, si boste lahko ogledali brez reklam in 2 tedna pred ostalimi na YouTubeu. Ta tretji tutorial prihaja ta teden, ampak najprej na Patreon. Hvala vam, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. V naslednjem videu pa zdaj res upam, če ne bo kakšnega konkretnega dogajanja, da si bomo lahko ogledali Stellar. Vsekakor se ga ne bo splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o novem videu takoj obveščeni. In smo pri koncu in seveda, kakšno bo novo leto brez ta pravega žegna. Ampak po pameti. Naj bo srečno, zdravo in veselo in seveda polno dobičkov novo leto 2022. Na zdravje! Jaz vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.